Došli vsi skupaj na akademskem forumu Nove univerze. Mene je ta čas danes doletela, da tole zanimivo omizje imam priliko voditi, moderirati, da tako rečem. Tako da moja vloga bo danes bolj tako protokolarno, proceduralne narave. Poskušal bom malo tole razpravo usmerjati v eno ali drugo smer. Nekako bo potekala zadeva na tak način, da bomo najprej dali besedo avtorju knjige, da je nekoliko v enih 10-15 minutah nekoliko oriše, predstavi neke ključne povzetke iz knjige. Potem pa obema sogovornikoma še predam besedo, da vsak iz svojega nekega vidika poda neko refleksijo na knjigo. Načeloma je tudi nekako zadeva je tako zamišljena, da pač en tak krog upravimo, potem še mogoče kakšen komentar. Tudi jaz bom poskušal še s kakšnim vprašanjem oziroma za kakšno trditvijo nekaj vaših komentarjev izvati. Na to pa bomo tudi predali besedo publiki oziroma vam, da tudi vi prispevate s kakšno sugestijo, komentarjem, vprašanjem in tako dalje. Skratka, za začetek jaz moram povedati, jaz sem zelo vesel, ko imamo takšne dogodke, prvič zato, ker je eden od naših kolegov, bi rekel kolega Letnar Černič, izdal svojo knjigo. To je vedno en tak lep, bi rekel, jaz ga sam dojemam tudi kot zelo vesel dogodek za našo fakulteto, sploh tudi glede na to, da je knjiga šla v okviru naše založbe, torej bi rekel, je res tako naša in si boste gotovo študentje lahko z njo veliko pomagali. O samem avtorju ne bom pretirano besed izgubljal, ker ga verjamem, da vsi poznate. Z nami sta pa še dva sogovornika, ki bosta o knjigi spregovorila. Torej, če začnem na moji levi strani ob avtorju, torej gostimo danes tudi gospoda Jana Zobca, nekdanjega ustavnega sodnika, zdaj vrhovnega, tako da dobrodošli, in pa doktor Svetliča, veliko poznavalca, veliko pisal tudi o človekovih pravicah in tako dalje, tako da lahko z gotovostjo rečemo strokovnjaka z področja človekovih pravic, je tudi eden od recenzentov knjige, tako da verjamem, da bo razprava zelo vsebinsko in tehtno usmerjena. Morda se nam predviden je tudi naš rektor, profesor Jambrek, če bo le uspel se pridružiti, tako da okoliko bo morda tekom same razprave se nam pridružil, ga bomo prav tako vključili. Toliko z moje strani za uvod, za začetek, tako da besedo bi jaz kar predal, Jernej, tebi, izvoli, beseda je tvoja, da nam predstaviš svoje delo. Hvala lepa, Gorost, hvala vsem, da ste prišli na to predstavitev moje nove knjige Slovenija na razpotju, geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi. V bistvu ta knjiga obravnava varstvo človekovih pravic v naši družbi, v našem pravnem redu, tako z vidika same polpretekle zgodovine kot današnjega varstva človekovih pravic. Glavna teza te knjige pa je v bistvu analizirati pa učinkovito pa predstaviti, ali je varstvo človekovih pravic v slovenski družbi učinkovito ali ne. In seveda tukaj izhaja za takšne percepcije varstva človekovih pravic v slovenski družbi, ki je formalno zelo sodobno, primerljivo z zahodnoevropskimi državami, severnoameriškimi državami, v praksi pa v določenih segmentih je daleč od tega. Nekako varstvo človekovih pravic v Sloveniji sledi tistemu naslovu romana škotskega pisatelja Roberta Stevensona, Dr. Jekyll pa gospod Hyde. Retorične zaveze so zelo visoke, v praksi pa temu včasih ni tako. Slovenija, slovenska vlada, slovensko ministrstvo za zunanje zadeve se na različnih forumih predstavlja kot skrbnik varstva človekovih pravic. Navsezadnje Slovenija je bila lansko leto predsednica Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Ima določen ugled na področju varovanja človekovih pravic v evropski pa svetovni družbi. Denimo v času predsedovanja je Svet za človekove pravice Organizacije Združenih narodov sprejemal različne resolucije o obsodbah hudodelstev zoper človečnost,
v Burmi, v Siriji, ne, in drugod. Po drugi strani pa doma pa te iste podobne kršitve, ki se dogajajo, ostajajo neobravnavane. Če človek začne malce kopati po zemlji na Celjskem, gor dobro ve, lahko kaj hitro tam najde kakšne kosti, ogromno je še neskopanih grobišč, jam, travnikov, kjer so ostanki hudodelstva zoper človečnost, nekateri se pravijo genocida po drugi svetovni vojni. Po drugi strani pa tudi varstvo človekovih pravic v slovenski družbi, to, kar tudi zelo dobro, mislim, kar sem poskušal predstaviti v knjigi, v bistvu ustvarjam določeno razhajanje, prakso pa teorijo. Po eni strani se različne nevladne organizacije, pa tudi slovenske državne ustanove posvečajo skrbno izbranim temam na prvi pogled, kot so denimo socialne pa ekonomske pravice, pravice LGTB skupnosti, pravice Romov in tako naprej. Sprav se osredotočajo na te socialne pa ekonomske pravice, po drugi strani pa pogosto ostajajo zanemarjanje državljanske politične pravice. Tukaj govorimo o svoboščinah, svobodi vere, svobodi izražanja, pravici do poštenega sojenja, do svobode zbiranja, združevanj. V takšnem segmentu lahko opažamo določen razkorak med določenimi temami. Seveda potem se človek vpraša, zakaj je temu tako, zakaj določene teme imajo prednost v slovenski družbi, zakaj se jih predstavlja kot vredne obravnavanja glede zadika človekovih pravic in zakaj druge ne. In seveda v knjigi, v prvem poglavju nekako poskušam podati 4 opise trenutnega varstva človekovih pravic v slovenski družbi pa v slovenskem pravnem redu. In s tem pravim, prvič, da gre za vlado, vladavino institucionalnega neznanja in nemeritornosti ter zgolj retoričnega varovanja človekovih pravic. V Sloveniji imamo vrhunske posameznike, tako mlajše kot starejše generacije, ki so se izobraževali na tujih univerzah, ki imajo izkušnje s področja varstva človekovih pravic, pa vendarle skoraj vsakodnevno poslušamo o kršitvah človekovih pravic. Navsezadnje, Slovensko ustavno sodišče je v lanskem letu več kot 70 zadevah ugotovilo, da je sodna veja oblasti kršila ustavo, kjer je ugotovilo kršitve človekovih pravic na podlagi ustavnih pritožb. Da ne gremo o tem, kako slovenska državna oblast ne spoštuje Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin. Seveda, retorično državne oblasti spoštujejo, vključno z vodstvom sodne veje oblasti. Potem vsebinsko, ko pa pride do odločanja v konkretnih zadevah, pa da nimo rečejo, da neke sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice ne bodo spoštovali, zato ker imajo pravico, da menijo drugače. Tako da vse skupaj to odseva nekakšno neznanje, nemeritornost, pa zgolj retorično varovanje človekovih pravic. Kasneje se morda lahko pogovarjamo, zakaj je temu tako. Kljub temu, da imamo človeške vire, ki bi lahko pripomogli temu, da bilo kaj drugače. Potem tudi pravim, da ena značilnost varstva človekovih pravic v Sloveniji je nekakšna ideološka arbitrarnost varovanja človekovih pravic. Kaj s tem mislim? Pri nas človekove pravice preveč jih razumemo kot nekakšno ideologijo. In določeno je kršitve človekovih pravic prisojamo iz našega svetovno-nazorskega oziroma ideološkega vidika, ki ga vsakdo izmed nas ima. Tako da, denimo, naprimer, če imate določeno svetovno-nazorsko stališče, boste morda rekli, da si pripadniki skupnosti LGTB ne zaslužijo enakega obravnavanja, da nimajo pravice do prednostnega obravnavanja, zato ker so zgodovinsko zapostavljena ranljiva skupina prebivalstva. Če ste pa, naprimer, druge nasprotne svetovno-nazorske usmeritve, boste pa rekli, da ti ljudje, ti otroci, deklice, ki ležijo še vedno v hudi jami, pa drugot na Celjskem, da so si zaslužili, da so bile izvesodno pobite
in da se še vedno zaslužijo, da še vedno ležijo v jamah, travnikih in tako naprej. Ne. In da je še vedno prav temu tako, da nimamo nobenega muzeja, skoraj nobenega spominskega parka v Beleži, ki bi o tem govoril. Ne. Ali pa da nimamo Slovenija v narodni skupnosti znana po tem, da veliko da na pravice otrok. Ne. Po raznih mednarodnih raziskavah smo v vrhu vseh držav na tem svetu, glede na države, ki najbolje vzgajajo otroka. Ne. Po drugi strani pa težko si zapomnimo, ali pa se spomnimo naprimer na koncentracijsko taborišče na Petričkovem pri Celju, kjer so bili po drugi strani vojne nekaj let arbitrarno zaprti otroci, ki so izgubili starše med drugo svetovno vojno. Lahko si pogledate, kaj je zdaj tam, kjer je bilo včasih koncentracijsko taborišče. Ni nek spominski park, ko bi ga morda našli v Avstriji, v Nemčiji, na Poljskem, v Franciji. Tako da obstaja neka ideološka arbitrarnost glede varovanja človekovih pravic, čeprav verjetno veste, da kršitve človekovih pravic ne moramo presojati glede na svetovno-nazorsko ideološko stran, s katere posameznik prihaja. Kršitve človekovih pravic so ene in iste. In jih zato država mora enako obravnavati. Potem tretja značilnost varovanja človekovih pravic v slovenski družbi, ki jo tudi opažam, sam je nekakšna sistematična, organizirani poskusi, načrti poskusi utišanja borcev in zagovornikov človekovih pravic. Če v slovenski družbi imate drugačno stališče kot večina drugih posameznikov, ki seveda ve, kaj so človekove pravice, po njihovem mnenju, se bodo zapravo začeli padati različni poskusi diskvalifikacije, celo v določenih primerih likvidacije, večinoma preko medijev, v določenih primerih tudi preko slovenskih sodišč, da bo državno tožilstvo zoper vas vložilo kazensko ovadbo, zato ker ste posegli v čast in dobro ime nekoga, ali pa celo, da ste služili, Bog ne daj, sovražni govor. In tega je vse več v slovenski družbi, ker se zdi, da je sprejeto samo eno in pravilno stališče o varovanju človekovih pravic. Če imate malce drugačno, potem ste tako izključeni iz varovanja, oziroma z te debate o človekovih pravic, oziroma vas bojo označili, kot da ste radikalec, ali pa celo rasist, ali pa ksenofob. In to je seveda zelo skrbljujoče za prihodnost slovenske države, seveda tudi varovanja človekovih pravic. Potem pa četrta značilnost, ki jo opažam, je pa podzavestna pohabljenost slovenske družbe. Da se v slovenski družbi ne moremo zadiniti teh osnovnih, temeljnih načel, na katerih temelji naša država. Vse zadnje, slovenska država je bila ustanovljena, zato ker so se v nekdanji državi sistematično kršile človekove pravice. To pravi ustanovitveni akt slovenske države, temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Pa se še vedno ne moramo zadiniti o tako osnovnih zadevah, kot so kršitve v polpretekli zgodovini, oziroma nekateri posamezniki in nekatera združenja jih celo želijo relativizirati v svojih javnih nastopih. Če ne bi bilo prvega mandata ustavnega sodišča, takoj po demokratizaciji Slovenije, se lahko vprašamo, kaj bi se zgodilo, ali bi takšne dejanja, kot so bili izvensodni poboji, preganje političnih nasprotnikov, potem tudi razne druge kršitve človekovih pravic, če bili sploh obsojeni kot kršitve človekovih pravic. Glavno bistvo celotne knjige pa izhaja iz te vrednote človekovega dostojanstva. Človekovo dostojanstvo ni samo vrednota, ki imamo vsi mi, vsak posameznik, temveč je tudi kolektivna vrednota, ki pripada vsem nam.
In zato tudi namen te knjige je v bistvu prispevati k tej razpravi v slovenski družbi, ki po mojem mnenju mora biti bolj pluralna o varovanju človekovih pravic. Ne. Če se želimo na raznih mednarodnih forumih predstaviti kot država, ki spoštuje človekove pravice, ne, moramo seveda za to najprej poskrbeti doma. Ne. Moramo izkopati žrtve iz grobov, moramo enako obravnavati kršitve človekovih pravic tako skupnosti Romov, kot tudi avtohtonega, če želite, ne, slovenskega prebivalstva. Ne pa, da se denimo v današnjem času pogovarjamo o tem, ali se neka deklica, ki je nosila neko značko Piko Polonice, ne, zasluži pokop na ljubljanskih Žabah. In da neka lokalna samouprava se z različnimi formalnimi manevri upira zoper takšno osnovno zadevo, kot je pokop, ne, te deklice pa še nekaterih drugih civilistov, ki so bili pobiti v mesecu po koncu druge svetovne vojne na ozemlju ljubljanske občine. Ker v bistvu, če zanikamo te enakost, pa tudi univerzalnost človekovih pravic, ne glede na kateri strani so bile te kršitve storjene, v bistvu tudi načenjamo človekovo dostojanstvo vseh nas, ki živimo trenutno v slovenski družbi. Lahko se vprašamo, kaj se bo zgodilo s temi formalnimi zavezami, ki jih imamo v slovenski ustavi, pa, ki izhajajo iz Evropske konvencije čez nekaj let, če se težko zedinimo glede teh osnovnih vprašanj človekovega dostojanstva. Seveda se gre strinjati z večino varuhov človekovih pravic iz preteklosti, da so socialne pa ekonomske pravice tiste, ki morda so najbolj na udaru v slovenski družbi. Vendar to ne pomeni, da jim je treba dati določeno prednost pred državljanskimi pa političnimi pravicami. Seveda, brez osnovnih potrebščin za življenje se nihče izmed nas ne more samo uresničiti življenje. To je enkrat ena. Vendar brez neke svobode, da rečemo, kaj si mislimo, neke svobode, da kritiziramo oblast, kakšna koli je že, potem v take družbe ne ostane nič drugega kot neka imitacija Lukašenkove Belorusije. In to je tisto ključno, kar nam manjka v slovenski družbi. Da ne govorimo o tem, to morda se lahko potem navežemo na samo vprašanje tega mita o enakosti naše države. Enakost kot ena izmed temeljnih vrednot delovanja države, ki spoštuje človekove pravice. Se veste, po raznih mednarodnih raziskavah je Slovenija v vrhu držav po dohodkovni enakosti. Ginijev koeficient je zelo nizek v Sloveniji. Smo celo tretja država na svetu po višini Ginijev koeficienta, ki meri dohodkovno enakost. Po drugi strani, če pogledamo pa zadnje raziskave OECD, neka raziskava, ki je bila objavljena nekaj tednov nazaj, je pa naša, po Sloveniji v bistvu neenakost glede na premoženje, stvari, ki jih posameznik ima, smo pa po 28 letih od demokratizacije na isti ravni kot Norveška, kjer obstaja demokracija pa zasebna lastnina že več kot 100 let. Tudi vprašanje, zakaj je do tega prišlo tako hitro, če vemo, da v prejšnjem sistemu naj bi bili vsi enaki. Osebno temu ni bilo tako, da so bili nekateri bolj enaki kot drugi. Sprav, če zaključim tukaj sporočilo te knjige je, da je varstvo človekovih pravic v slovenski družbi odvisno od vseh nas, da je človekove pravice treba obravnavati, ne glede na našo svetovno-nazorsko usmeritev, ki jo vsi imamo, ker je v bistvu to temelj za neko pluralno, pa demokratično, pa svobodno družbo, ki temelji na te vrednoti človekovega dostojanstva. Če bomo kršite človekove pravic, ki nam niso všeč, v bistvu postavili na stran, s tem tudi grozimo prihodnost naše družbe. Hvala.
Hvala lepa, Jernej, za tole predstavitev. Mislim, da je bilo nanizanih res zelo veliko enih takih tem. Jaz bi se z veseljem že kar nekako oprijel, pa kako repliko ali pa komentar podal. Ampak kot rečeno, z nami sta še dva zelo zanimiva sogovornika, tako da, če malo parafriziram tvojo najavo, ki si rekel, da se nekatere poizkuša včasih utišati, ki želijo malo drugačno mnenje, ki sledijo, ki svoje mnenje povedo na glas, ne, kot rečeno, z nami je tudi danji ustavni sodnik, ki velikokrat eno svoje mnenje pove, a ne, ki je včasih zelo tako sprejeto v javnostih, tudi včasih tako ali drugače, a ne. Tako da bi prosil za začetek morda kolego Zovca, da poda svoje videnje knjige, pa morda neke vrste refleksijo na tole, kar si nekako predstavil, potem pa še kolega Svetlik. Prosim. Hvala. Ja, knjiga, ki jo držim v roki, je nekaj posebnega. Take knjige do zdaj na Slovenskem še ni bilo. Verjetno je tudi v mednarodnem prostoru. Ni že zato, ker je tako značilno in tipično slovenska. Namreč govori o človekovih pravicah, o človekovem dostojanstvu in človekove pravice umešča v slovenski prostor. Ne govori iz slonokoščenega, teoretskega, suhoparnega, če tako rečem, pravno-dogmatskega vidika, ampak seveda tudi tako, ampak to prenese in vključi v slovenski prostor, v slovenski kontekst in še več kot to poda dinamičen pogled življenja človekovih pravic v tem slovenskem kontekstu v neki zgodovinski dinamiki tudi. In to je izjemna dragocenost te knjige. Drugi teoretiki prava človekovih pravic podajajo bolj te teoretične, dogmatske slike človekovih pravic. Bolj se spuščajo v tisti fine tuning, precizna tehtanje. Medtem ko ta knjiga je večdimenzionalna. Ne? Ta knjiga je pravzaprav tudi knjiga zgodovine slovenske tranzicije, moralna zgodovina slovenske tranzicije, zrcalo, v katerega se lahko pogledajo vsi ustavni organi in se vprašajo, kaj smo pa naredili, zakaj pa smo tako šepavi na tem področju, zakaj prihaja do te neenakosti. In knjiga seveda daje odgovore, ponuja tudi optimističen pogled naprej. Knjiga ni taka, ki bi se šimfala, kot meni očitajo. Ne? Knjiga je kreativna v tem pogledu. Njena dragocenost je tudi, da vpleta seveda, da izhaja iz ustavno-sodne presoje bistvene odločitve Evropskega sodišča, slovensko pravo človekovih pravic seveda vključuje v mednarodni prostor, ker pravo človekovih pravic seveda je del mednarodnega prava. Ne? In izžareva tisto, kar je temelj državnosti Slovenije. Ne? To pa je človekovo dostojanstvo, ker Slovenija je bila za razliko od marsikatere druge države utemeljena ravno na tem, na človekovem dostojanstvu. Samosvojila se je zaradi varovanja človekovih pravic. V preambuli k temeljni ustavni listini je to jasno zapisano, zakaj se Slovenija osamosvaja, ker so bile v Jugoslaviji hudo kršene človekove pravice, ker ni delovala kot pravna država. In to je tisto, zaradi česar smo šli Slovenci na svoje. Se pravi, naša državnost se je razvila iz človekovega dostojanstva
In je zato ustavno sodišče to tudi že eksplicitno povedalo, med drugim v tistem mnenju, arbitražnem sporazumu, da je temeljna ustavna listina neustakljiv vir državnosti in ustavnosti, torej človekove pravice. Tako kot ameriška revolucija, irska revolucija, se je tudi Slovenija konstituirala skozi človekovo dostojanstvo. In zato zanikati slovensko državnost, slovensko samobitnost pomeni v bistvu zanikanje prav tega človekovega dostojanstva. In ko gledamo te nostalgične slike o proslavljanju, ne vem, raznih revolucije, pa Jugoslavije in zlasti Jugoslavije in tako dalje, ne, kaže, da tisto sliko, ki jo je profesor Jernej na koncu opisal, to neponotranjenost vrednot, ne, ta pohabljenost oziroma ta deficit, človeški deficit v razumevanju tega temeljnega aksiološkega soglasja, ki ga tisti del ustave in Evropske konvencije, mednarodnih dokumentov, ki urejajo človekove pravice, predstavlja. Doma, v Evropi in na širnem svetu sploh. In ko gledam vse to, me je na trenutke kar strah. Strah zato, ker je na koncu odgovornost za človekove pravice in za našo svobodo, za človekovo dostojanstvo vsakega od nas v rokah vsakega posameznika. Ker konec koncev ureditev države, demokratična ureditev, je taka, ki bi morala pripeljati do vladavine človekovih pravic. Na tej točki bi se Slovenci morali poenotiti, pa vendar se ne. Malo prej sem slišal, kakšen odnos imamo do bivše države in sedanje države. Da nekje slovensko telo niha in je glede tega razdeljeno. To bilo nekako podobno, kot če bi bila razdeljena Nemčija nihala med totalitarno ureditvijo, ki je temeljila na zanikanju človeškega dostojanstva, in moderno ureditvijo, ki na tem temelji. Nemci so se znali odločiti. Nemci so razvili ustavni patriotizem, ki je ravno iz pepela, iz nič, v katerem so se Nemci znašli, v teh moralnih razvalinah, v tem popolnem niču, ko je bilo sramotno biti Nemec, ko so bili v stiski, kako razviti sploh, kaj smo, kje je naša identiteta. In to identiteto so našli v vrednotah temeljnega zakona, v ustavnem patriotizmu. Iz tega je vzniknil potem ustavni patriotizem in ta ustavni patriotizem, ki se tu enači lahko potem s slovenskim državnim patriotizmom in ne z jugoslovanskim, bi moral prevladati v naši državi. In knjiga k temu usmerja, knjiga je klic k temu in upam, da se bo znašla na mizi vsakega sodnika, tudi ne samo študenta in raziskovalca. Lepa hvala za tele besede. Mislim, da prav tako podanih zelo veliko iztočnic, zelo plastično tudi nekaj zadev prikazanih. Tako da bi nadaljevali z tem prvim krogom, bi rekel prvih komentarjev, pa bi kolego
še Svetliča prosil, ki je tudi eden od recenzentov, kot sem že omenil, in je tudi že ocenil, izvolite. Hvala lepa, posebno zadovoljstvo mi je, da lahko sodelujem na predstavitvi knjige profesorja Letna Černiča, dragega prijatelja Jerneja. Njegovo delo poznam, rad z njim debatiram, tako da sem z veseljem tole bral, mi je bilo domače. Tukaj imam skiciranih nekaj poudarkov, mojih refleksij v zvezi s knjigo, ki leži pred nami, in uvodoma bi dejal, malo čim bom ponovil moje predgovorce, da gre za prvi sistematični vpogled stanja varovanja človekovih pravic pri nas. Prav kot glede človekovih pravic je pri nas kar precej publikacijskega hrupa. Veliko se piše, veliko se objavlja, nasičena retorika je tudi v medijih, ampak nekega prereza, ki bi nekdo bil toliko poguma, da bi pogledal tako na kronološki osi, kot na institucionalni osi, kot to, da se je vprašal, kako pojasniti sistemske razloge za težave pri spoštovanju človekovih pravic, pa jaz ne poznam. Tako da to je prva stvar, ki bi jo jaz tukaj posebej izpostavil. Naslednja stvar, ki mi je padla v oči, je pogumna raba na videz močnega izraza. Jernej je tudi sam to omenil, podzavestno pohabljenost. Pohabljenost je načelno grob izraz, aludira nek način na medicinsko stanje, ampak veste, v filozofiji se v zvezi z državo, z pravno kulturo uporabljajo tudi take medicinske metafore. Immanuel Kant je uporabljal koncept zdravja. Neka država je lahko zdrava ali ni zdrava, pač ali njeni deli delujejo harmonično ali ne, kar je zelo podobno tudi z zdravim organizmom. No, glede po te pohabljenosti, jaz mislim, da je neko te upozoril na to, kar je v filozofiji znano že dolgo, automatizirano je recimo zadnjih 200 let, zlasti od Hegelove filozofije naprej, namreč, da pravo ne tvori samo ena sestavina, oziroma dajmo tako reči, polovica prava je vedno nezapisanega. Polovico prava lahko vi napišete v obliki ustave, institutov, zakonov in tako naprej. Druge polovice pa vi ne morete zapisati, ker se skriva, ker stoji vedno za hrbtom. Veste, v slovenščini tudi pametnega izraza za drugo polovico nimamo, zato bomo uporabljali nemškega, Gesinnung, če že kdo to slišal. To prevedemo recimo mišljenje, razmišljanje, nastrojenost, miselnost, forma mentis, se pravi neka duša, neke skupnosti. In ta Gesinnung je vedno druga sestavina vseh institutov. Če Gesinnung ni v harmoniji z nekimi pravnimi instituti demokratične narave, stvari ne bodo funkcionirale. Odgovor na vprašanje, zakaj v Sloveniji določene stvari, ki delujejo v Nemčiji, ne delujejo, je Gesinnung. Odgovor na vprašanje, zakaj se Afganistan pa Irak nista nekega jutra zbudila v demokracijo, glede na to, da so bile tja copy-pastane demokratične ustave, je Gesinnung. Enostavno ljudje razmišljajo drugače in instituti so prek šibko tkivo se trenutku raztrga in ga povozi ta miselnost, ki pelje naprej. In glede človekovih pravic bomo mi ravno na področju tega odnosa do temeljnih premis demokratičnega sobivanja zelo resne težave, kar ustvarja slepe pege, recimo senzibilnosti do določenih kršitev. Veliko je bilo govorjeno o povojnih pobojih in to je res tak sjajni lakmusov papir, ki nam demonstrira, da je z našim pogledom na človekove pravice nekaj vendarle, največji skeptik mora priznati, da je tukaj nekaj narobe. Zakaj nas to ne gane? Zakaj nimamo senzibilnosti do nekih zelo hudih kršitev, ki se jih ne obravnava, bodi se jih podriva kot neko politikanski diskurs in tako naprej. Marsikdo bi recimo na hitro rekel, mogoče smo pa tako zazrti v prihodnost, da rečemo, pustimo zgodovino za nami, pa se ukvarjamo s tisti boljšimi jutri. Veste, to ni odgovor. Zakaj? Zato, ker pri nas boste najdli hvalevrito senzibilnost za kršitve, ki jih na nek način, recimo smo, lahko rečemo, prvi sebi množine, mi naredili, Evropejci, naprimer govorim naprimer o genocidu nad Indijanci. V Sloveniji je senzibilnost, rečemo, to ni bilo prav, nismo to mi naredili, ti so naši dedje verjetno naredili, ker smo živeli, ampak recimo kdorkoli, ampak vemo, to ni prav, isto velja za Avstralijo in tako naprej. Se pravi, težko rečemo, da bi mi tako zazrti v prihodnost, da nas ta preteklost nekako, ampak tukaj pa nekako ne najdemo tako, veste, te senzibilnosti. In tukaj imamo seveda velik težavo za diskursom človekovih pravic, ker skrb za človekove pravice nekaterih ni skrb za človekove pravice. Človekove pravice nekaterih so leseno železo ali krogotrikotnik.
To je nekaj čisto drugega. Morda lahko nekdo zagovarja neko agendo nekih družbenih skupin, lahko hvale vredno. Lahko je to izjemno pomembna socialna politika, ki bo res stvarila pozitivne učinke. Ampak to niso človekove pravice. Človekove pravice so nedeljive. Se pravi, od prvega do zadnjega moramo biti vsi vključeni. Vse družbene skupine, v vseh obdobjih, če eni sistemsko padajo ven, to ni diskurs človekovih pravic. Tega se mi pogosto ne zavedamo, da na neke stvari tukaj zelo motijo temeljne premise, ki zadevajo človekove pravice. Druga stvar, ki jo je Jernej omenil, mi zelo všeč, vloga nevladnih organizacij v zvezi s tem, to navaja kot drugo točko. Te nevladne organizacije ne bi bile bogatejše, ne bi bolj široko pogledali kot zmožnost neke vladne politike v odnosu do tega vprašanja. Žal se mi zdi, da pogosto gledajo bolj ozko, kot je samo uradna politika. Bolj so enostranske, bolj so monokromatske pri zaščiti določenih stvari. Veste, velik in celo dobivajo, to je mogoče ta moja pripomba, ki hoče tukaj izraziti, nezasluženo preveliko medijsko pozornost in s čimer nastajajo neka para sodišča, neka para oblast, sodna oblast, ki ni pooblaščena in ni jasno na osnovi katerih normativnih standardov sodi in tako naprej, po katerih postopkih imaš pravice do pritožbe, če se te lotijo. Glejte, pred časom je veliko prehod dvignila Štajerska varta. Ampak mi take varde že imamo, recimo so določene nevladne organizacije, ki imajo neke sramotilne liste, kjer se nekoga obsodi za najbolj nestrpno osebo leta, najbolj zlobno izjavo, ampak ni jasno, kako se lahko oseba brani. Enostavno to je standard nekih prangerjev, tudi dobesednih Ljubljana bila polepljena z nekimi A3 fotografijami nekih ljudi, ki so na Facebooku nekaj rekli. Lete, to so dejansko prakse para sodišč. To je neka varda, pač pravna, kako bi temu rekli, ki deluje in tako naprej. Zdaj, če pred kratkim je tudi, ne vem, Slovenija zadrževala dih, ali bo neka nevladna organizacija izrekla nihil obstat za Magno, če se spomnite. Skratka, sprašujemo, kdo ima dejansko v Sloveniji oblast, da ima neke nevladne organizacije ali oblast, ki je vse zadnje izvoljena, statačno legitimirana in tudi odgovarja za svoje početje. Kjer jaz vidim glavni problem, da je ta naš gezinung deformiran, je, da izhaja iz, to je v bistvu nekčin premisa vsega voda, mi ne izhajamo iz kulture dostojanstva in posameznika. Tega pri nas v resnici zadnjih 100 let ni bilo in nekako tega ne razumemo prav dobro. Nasprotno pa imamo nekako smo z materinim mlekom pili pa premise marksizma. Se pravi neke senzibilnosti za majhnega človeka, za izkoriščanje, tle mi ni treba teh premis obonavljati, zato ker mislim, da jih vsi natančno poznam. Glede, problem je, da se je kultura človekovih pravic pojavila v Sloveniji praktično čez noč. Nekega dne, Majniška deklaracija, malo prej mogoče se je govorilo, skratka nihče ni govoril o človekovih pravic, naslednji dan se govori vsi o človekovih pravicah, posebej je pa problem, da smo marsikdo bil zagovornik človekovih pravic in je nehote izhajal iz premis, katerih se je učil za prejšnjih 50 let. Veste, če je problem? Marksizem in človekove pravice so popolnoma nezdružljivi. To ni nobena skrivnost, to ni moja teza, to je teza Karla Marxa, ki je spisal o židovskem vprašanju, radikalno zavrne človekove pravice kot eklatantno buržoazni princip, ki ni rešitev, ampak je samo zacementiranje problema. In pravi takole, citiram z glave. Človek se ni osvobodil lastnine, dobil lastninsko pravico. Človek se ni osvobodil religije, dobil je svobodo verovanja. Človek se ni osvobodil kapitalizma, dobil je svobodo tržne pobude. Človekove pravice znotraj marksizma so za 180 stopinj obrnjene v napačno smer znotraj marksizma. Človekove pravice so udarna pest problema, ne samo njegovo ozadje. In zato ni nenavadno, da se je sedanja Jugoslavija vzdržala leta 1948 v generalni skupščini in tega nismo podprli. Češ to je nekaj, kar se nas natiče in bolj kot ne nas, torej je preseženo, je buržoazno in nekaj, kar je v nasprotju z našo premiso predstavo o boljšem svetu, da kjer smo stavili vse leta 45 in naprej. Stavlja se vprašanje, odkud potem taka enostavnost, da je nekdo, ki bo včeraj marksist, naslednjega dne postane zagovornik človekovih pravic. Na neki točki, kjer se marksizem in človekove pravice srečata, ampak zelo površinsko. In sicer, človekove pravice so med drugim varstvo posameznika pred državo.
posameznika pa je država, poudarek je na posamezniku. Marksizem je pa na tej točki zagrabil protidržavni sentiment in je najdel v človekovih pravicah zgolj nov način radikalne kritike države. Se pravi, kako peljati marksizem naprej v terminih buržoazne retorike. Človekove pravice so zaradi tega, to ni nobeno srečenje. To je popolno formalna zunanja koincidenca, ki ima nobene veze. In s tem so človekove pravice postavili nek način plašč, znotraj katerega se govori isto, kar se je prej govorilo, samo v drugih terminih. In to se vidi v naštetih defektih, iz tega izidejo in sicer pač prva stvar je kolektivizem, človekove pravice so osnovi pravice človeka, enega, ne posameznika. Pri nas smo senzibilni večinoma za človekove kršitve domnevne ali dejanske skupine. A ste kdaj slišali, da bi rekli, temu človeku je kršena človekova pravica? Ste brali kroniko, ko so recimo neko pričo v kazenskem postopku strahovali, si je reševal glavo, da je pobegnil v tujino in tako naprej. Ste slišali za primer Global, ko so varnostniki pretepli nekega mladega fanta, ki je umrl. Vprašam vas o temu fantu kršene človekove pravice. Če gledate odzive uradnih in neuradnih inštitucij, rekli ne, zato ker niče ni rekel, da so prekršeni. Nasprotno, takoj so kršili človekove pravice, če je neka družbena skupina samo na določen način, recimo, kaj s tem depriviranje nekih ustavnih pravic. Se razumemo, pravilno, hvala Bogu za to senzibilnost. Ampak to niso človekove pravice, to je neka agenda, ki je invalidna. Poleg tega, senzibilnost ustreza tudi tisti temeljni delitvi znotraj marksizma med dobrim in zlim. Marksizem je skatologija, je boj dobrega za zlim, je sekularno krščanstvo, ki računa na zmago dobrega. In znotraj te premise za posameznika ni mesta. Posameznik je tam samo element, ki ga ta veliko dogajanje zgodovine pač pogolta, požre. Milijoni na fronti, žrtev, pa kaj pa? Važno je zato, da ne zaigramo velike perspektive odrešitve. To je pač vse marksizem. Zato tega posameznik in njegovo dostojanstvo nima popolnoma nobene vloge. In zvezi s tem, nekaj če tudi razumete, to manihejsko predstavo dobri in zli, zakaj smo selektivno senzibilni za določene kršitve, tudi skupino, se zadnje meni pogojni poboj, smo senzibilni zdi mogoče razumljivo zakaj. Zato, ker ta premisa boja zoper zlu oblikovana v diskurs človekovih pravic. In v tem primeru človekove pravice postanejo popolnoma slepe za določene pojave. Ni to samo slovenski problem, to je tudi problem žal univerzalnega diskurza, ki ga recimo peljuje koncept recimo sovražnega govora. Sem v tem pisal, sem izrazito proti temu konceptu, ne zato, ker je proti sovražnemu govorjenju, ampak sovražni govor je tako strašno obremenjena sintagma kot bratstvo in enotnost. Kaj narobe z bratstvom in enotnostjo? Ampak ta izraz iz Jugoslavije ima tone in tone enih enosov in ga ne morete kar tako uporabljati. In tako se pač sovražni govor, se členi v neke operativne koncepte, recimo fobije, in boste ugotovili spet izrazit primer neuniverzalnosti, čime je smrt človekovih pravic. Imate na primer ksenofobijo, imate pa recimo nekaj, čime bi imenovali srd, sovraštvo, nasilje na neko domačo kulturo. Ne vem, bi bilo to patriofobija, recimo improvizirano. Imate islamofobijo, nimate izraza, s čimer bi pomenovali sovraštvo do drugih verskih skupnosti. Imate mizogonijo, nimate izraza in tako naprej. Skratka, veste, če govorim, da ne naštevam. Skratka, če se znajdete znotraj tega diskurza, to ni diskurs človekovih pravic. Samo to. Samo da so ti tukaj na jasnem. Dragi sogovornik, nadaljuj. Samo to niso človekove pravice. Zagovarja pač neko politiko, legitimno, pravilno. Ampak si žal s tem stopil na konec dolge vrste tistih, ki poskušajo nekaj doseči na osnovi političnega paketa. Skratka, hvala lepa, da ne bom predolg. Ne čestitam, sem imel čas, da sem lahko do te predstavitvi, nekaj sem izpostavil, če pa karkoli drugega, sem pa seveda na voljo za kakšen komentar. Hvala lepa. Super, najlepša hvala za te uvodne misli vseh naših razpravljalcev. Tako da jaz bi zdaj sicer vrnil besedo, kot je običaj tudi avtorja, da se moče kaj odzove, jaz pa bi vseeno mogoče nekaj svojih še navrgel v tem poslušanju vseh teh komentarjev, potem seveda še oba sogovornika, mogoče kakšna refleksija, potem pa seveda tudi imate vi to priliko. Zdaj, kolega Zovec je prej že omenjal, prva taka stvar, ki sem jo jaz nekako že navrgel ravno pred tem srečanjem, je, da sem prej zasledil na Siolovem portalu, torej siol.net, samo dovolite mi, da pogledam. Namreč na Siolu je objavljena anketa, mislim, da je danes bila objavljena. Zdajle so se pa, čeprav vidim, že rezultati drastično spremenili, ker v živo poteka anketa. Namreč vprašanje je na Siolovi strani, torej katera zastava vam je ljubša, slovenska ali jugoslovanska? To je torej vprašanje.
pred da smo to začeli, je bilo nekje 50-50. Žal zdaj le kaže 16,81 slovenska in 82,93 jugoslovanska. Tako da že ne vem sicer koliko ljudi to glasuje, ampak kakorkoli, že odraz tega najbrž nekaj pove. Kar mene skrbi in kar bi moče jaz rad navezal, ne, je, da to, kar sem prej komentiral, recimo, ne, zdaj, to so glasovanja prek nekih modernejših medijev, ne, smo vsaj spletna stran in tako, ne. Torej, kdo je tukaj? Ne? Moja stara mama zagotovo ne glasuje na spletni strani. Ne. Načeloma to glasujete mlajša populacija. Ne. Zdaj, tudi kar je bilo navedeno, recimo, ne, vse to, ta odnos do osnovnih, ne, na čem je bila država naša ustanovljena. Ne. Ko imajo današnja mladina pravzaprav, ne, ti niso bili 50 leta ne, marksizma, imeli nekje v materinem mleku ali kako, ali so ga podedovali preko staršev, kar je bilo rečeno. Ne. Teda to bi bila ena taka moja istočnica, številka 1. Številka 2 istočnica, pa recimo to področje, z katerega jaz nekoliko bolj prihajam iz teh mednarodnih odnosov, ne, in tukaj absolutno recimo lahko podprem, recimo, kar je Jernej na začetku govoril, ta našo, bi rekel, navzvena, ne, in se zdaj le ravno praznujemo, ne, 15-letnica vstopa v EU, praktično dobesedno v teh dneh. Ne. Pred 15 leti smo z velikim, bi rekel, praznovanjem ne, vstopili takrat v Goricija, ne, Nova Gorica, Gorica in tako, mislim, res izjemni dogodki, ne, zgodovinski pravzaprav. 15 let je samo od takrat. Ne. In recimo bi rekel, navzven dejansko, kadarkoli se nekako smo predstavljali neke stvari, ki pri nas potekajo, dejansko dobimo neke več ali manj odzive. Ne. Predvsem mogoče tudi sploh z vidika nekega Zahodne Evrope ali pa nekoga drugega, nekega opazovalca iz OECD, ne, ki gleda in vidi regijo Balkana in tako reče, saj vi ste v redu. Ne. Mogoče je tudi to, ampak dejansko neko generalno prepričanje v tujini, tudi ko govorimo z nekimi našimi tujimi diplomati v Ljubljani, ni sicer ampak je vseeno boljše kot moče to. Ne. Tako da, to je spet ena taka, bi rekel, ena taka zanimiva predstava, da navzven dejansko marsikaj deluje relativno ne. Ko pa, tako kot je v knjigi opisano, pogledamo malo bolj v drobovino, ne, pa se marsikaj dogaja, ne, in tudi ti prangeri in vse to, kar je bilo navedeno, dejansko pač z nekimi drugimi izrazi, z drugimi načini, ali pa nekdo nekaj reče, ne, se izpostavi, zagovarja neko svoje mnenje, ne, pač morda ne napreduje, ne, so mu zaprta nekatera vrata, ne, ni sicer situacija kot morda v Beogradu, ne, so pa neki drugi instrumenti. Ne. Tudi to bi bili dve taki istočnici, recimo, ki mene, torej, da povzame mladi, ne, torej, kaj pravzaprav z mladimi, ne. Jaz moram povedati samo še to, kot pač v tej funkciji, v kateri sem, ne, mi se resnično poskušamo truditi na tej fakulteti, ne, da to zavedanje o človekovih pravicah, o državi, o Sloveniji, o osamosvojitvi in tako dalje, da to resnično poskušamo prenesti na vse vas, ki ste na tej fakulteti tako ali drugače vključeni. Zdaj, upam, da tudi druge to podobno poteka na tak način. Skratka, ti dve nekak tezi sem hotel vsem vam še navreči, 5 do 10 minut na voljo vsakemu damo, potem pa odpremo še razpravo za publiko. Ampak Jernej, mogoče se navežem na to tvoje izvajanje o tem, da mlada generacija morda ne pozna, kaj se je dogajalo v preteklosti, da so se dogajale kršitve človekovih pravic. Vprašanje je čemu, zakaj temu tako, ne. Pred kratkim sem bil vključen v neko strokovno skupino, kjer smo recenzirali učbenike za 8. razred zgodovine, pa tudi za predmet državljanska vzgoja. Ne. To so učbenike, ki potem potrdi Ministrstvo za šolstvo in tako naprej. In neke nove izdaje so pripravljene, 3 mlade profesorice zgodovine, pa državljanske vzgoje so to pripravile. In seveda, naprimer, tam je neko poglavje bilo o pravicah žensk. V učbeniku in veliko je bilo napisanega o sufražetkah, o šikaškem gibanju in tako naprej. Nobenega slovenskega primerja, nič o tem, kako se je denimo Angela Vode borila za pravice žensk v
v času totalitarnega režima. Ne. Potem je bil tudi nek oddelek o pravicah LGTB skupnosti. Znova so bili neki primeri iz tujine, iz anglosaškega sveta. Ne. Niti besedice pa denimo o zelo tragični zgodbi nekdanje ljubljanske odvetnice Ljube Prener, ne. Tudi pripadnice LGTB skupnosti, ki je nekdanji režim popolnoma zatrl, potem uničil. Morda je razlog v tem, da je slovenski izobraževalni sistem tudi določeno ideološko usmerjen ali pa pod določeno nevtralno etiketo prodaja določeno ideologijo. Mislim, da je to eden od razlogov, zakaj naša generacija potem temu ne sledi oziroma ne obsoja teh starih simbolov. Če se morda na roka navežem, res je, Jugoslavija nekdanja je glasovala, oziroma vzdržala se je pri glasovanju o splošni deklaraciji o varstvu človekovih pravic, pa tudi o glasovanju o konvenciju za preprečevanje genocida, ki je bila en dan kasneje, en dan prej bila sprejeta, 9. decembra 1948. Istočasno, ko so se v tistem obdobju dogajale množične kršitve človekovih pravic. No, v lanskem letu, lansko jesen se pa je zgodil zelo tak simboličen dogodek v mestni občini Ljubljana. Ta centrala Amnesty International v Londonu je v Ljubljano kot neko darilo, vem točno, poslala doprsni kip Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt je bila glavna utemeljiteljica splošne deklaracije človekovih pravic, žena nekdanjega predsednika Združenih držav Theodora Roosevelta. No in potem je mestna občina Ljubljana zelo prekrušno odstopila nekaj košček tistega parka pred muzejem novejše zgodovine in tam lahko zdaj dočujete ta doprsni kip Eleanor Roosevelt v čas 70-letnice splošne deklaracije človekovih pravic, kot da bi ta splošna deklaracija na slovenskem ozemlju veljala že od leta 1948 naprej, ne šele od leta 1990, kot da bi bile vse človekove pravice spoštovane vsakodnevno v tej isti občini, ki pa ima, kateri je pa javno podjetje, Ljubljanske žale, ima pa izjemne probleme, izjemne težave, da bi našlo nekaj kvadratnih metrov zemljišča, da bi lahko pokopali te izvensodno pobite Rome po drugi svetovni vojni, veliko med njimi tudi otrok. In seveda vse to priča na neko pomanjkanje senzibilnosti, pa pomanjkanje vrednot pravne države pa varovanja človekovih pravic. Študenti se na predavanjih velikokrat razburjamo med določenimi praksami nekaterih sodnikov v slovenskem sistemu, pa celo članov sodnega sveta, ko se v jasnih situacijah, ko so v nekem kolegialnem poklicnem razmerju s svojimi kolegi ne izločijo iz odločanja. Ustavno sodišče je februarja letos poimensko omenilo dve članici sodnega sveta, kot da sta kršile posredno seveda, pravico do nepristranskega neodvisnega sodišča, ker se niste izločile iz glasovanja o tem, ali neka kolegica naj postane višja sodnica v Mariboru ali ne. In to je tisto vprašanje ponotranjenja vrednot. To ni vprašanje ideologije, veste. Če ima nekdo konflikt interesov dejanskega pa navidezen, se mora izločiti. Kaj nas briga vaše svetovno-nazorsko ideološko stališče? To so vrednota pa načela naše države. In če se to ne spoštuje, potem je res vprašanje, zakaj te vrednote niso ponotranjene. In seveda odgovor je večplasten, zagotovo se pa skriva v nekih preveč domačijskih povezavah v naši družbi. Ne vemo, kako naša družba deluje. V določeni sociologiji, tudi v določeni
določeni besedni zvezi, ne, jaz to pogosto uporabljam, ne, ta beseda zrihtati, ne, da pri nas se da vse zrihtati, če se pravi ljudje skupaj najdejo, in seveda ustava je tukaj popolnoma nepomembna. Ne. Ustava je nek papir, ki ni zdravo, ne, ki v bistvu nima neke višje vrednosti kot ta mentaliteta družinske simbioze, ki je tako prevladujoča v slovenski družbi, brez katere v bistvu se težko kaj naredi, ne, pri nas. Ne. In o tem dobro piše, ne, tukaj lahko omenim še knjigo kolega Francija Demšara v njegovi knjigi iz lanskega leta Javna hiša Slovenije. V teh povezavah, kako lahko posameznik dobi kakšno javno naročilo, kako prijete do določene zadeve v javni upravi, kako dobite kakšen posel v zasebnem sektorju. Ne. To je ta umazana povezanost, ki je tako vse prisotna v slovenski družbi, na katero v bistvu nihče izmed nas nima pravega odgovora, kako to preprečiti, pa saj zminimalizirati na neko še spremljivejšo rabo. Ni nekega odpora, odpore kvečemo zoper te liberalne vrednote, ki prevladujejo v kakšnih drugih državah. Hvala. Hvala lepa, Jernej, za tele komentarje. Tako da se bi z marsičem seveda lahko strinjali in razpravo peljali tudi v katerokoli od teh smeri, ki si jih ti navrgel. Jaz mogoče bi samo tukaj dodal, ker si me resnično mogoče malo, tudi sam sem imel priliko pri enem takem učbeniku, morda enakem, sodelovati sicer s poglavja globalizacija. Ne. Jaz sem bil pač iz tega naslova sopovabljen, kjer prav tako lahko rečem, recimo, nisem vedel, kdo je bil avtor do zdaj, tako da hvala, da si to, ampak sem bil poklican potem kot recenzent, da nekaj mnen dam, kjer je prav tako bila, recimo, meni zelo moje začudenje, ne. Izrazito tista predstava globalizacije nekaj slabega. Začela se je, torej, poglavje se je začelo tako, z kupom plastenk v morju, s tako fotko, ne. Torej, globalizacija je nekaj negativnega, slabega, kapitalizem, gospodarstvo, ki uničuje okolje. Ne. In potem sem jaz v bistvu samo tako približno ocenil, koliko odstotkov je negativnega v teh 15 straneh in je bilo nekje 80%, 20% je pa bilo nekje neutralnega morda. Potem je bil moj komentar na to tako, absolutno samo to. Če že dajemo učbenik, absolutno globalizacija, tak tipičen primerika, ne, kjer ima lahko nekdo pozitivno, nekdo negativno. Težko rečemo zdaj, da je tu vse pozitivno, nedvomno ni vse negativno. Ne. Ampak najbrž pri nekem takem učbeniku za osnovno šolo moramo mi podati obe strani, potem pa si dobro, ne vem, zdaj si osmošolec že ustvari neko svojo percepcijo, ampak to možnost je pa potrebno dati, ne naslikati samo eno plat zgodbe. Ne. In to je morda, gotovo en del nečesa, ene take težave, no, ampak to sem nekako se zdaj skoraj dolžen, da še jaz iz tega mojega vidika dodam. Tako da izvolite, kolega Zovec, še vaša refleksija. Ja, hvala, se lahko kar navežem na to, kar je Jernej povedal in omenil je to dirty togetherness. Ne? To je en sociološki fenomen, ki se je razvil v komunističnih družbah. Komunistične družbe so bile družbe pomankanja, revščine. Več je bilo, bistveno več denarja je bilo v obtoku kot dobrin. In nič si nisi mogel pravzaprav dobiti. Nič ni bilo na prodaj, tako rekoč. Izložbe so bile prazne, avtomobilov ni bilo, vse to se je potem rihtalo, pozvezalo. In zanimivo je, da je celo na Poljskem obstajal različen izraz za krajo delavcev v tovarni in krajo kot kaznivim dejanjem. In zato, za tisto, kar je delavec pač vzel, zato da je lahko preživel, vsi so tako kradli. Se je reklo, da je dvignil, lifting. Prav lifting se je reklo. Ne ta obrazni, pač
Medtem ko kraja je bila pa pač kraja, ne? Stealing. Ampak če je nekdo potem delavcu, ki je nekaj dvignil, potem vzel, ne, mu je pa ukradel. In to je v ta Dirty Togetherness, Janine Wedel v tem eseju opisala in institucionalni nomadi, ne, ki so tudi posledica te Dirty Togetherness. In to se je razvil nek sporeden sistem, ki je bil nujen za preživetje s pravnim sistemom, ki je bil navidezen, ki je bil samo forma in ki ga ni nihče ponotranil, kot bi rekel Rok, tle ni bilo tega genizma. Bil je proforma. In ljudje lahko menjamo zakone, ustavo, sploh pa vlade. Ne? Ampak ta genizem je pa odpor, to gre pa iz generacije na generacijo, to se obnavlja, to traja in če se to vključi, potem še pač neka ta, zdaj bi rekel, tranzicijska, recimo zdaj levica, govorim levica zato, niso to pač levo, socialdemokratsko usmerjanje, ne dajo prednost ekonomskim, socialnim pravicam, ne, pred svoboščina, recimo. Ampak to je nasledstvo novega razreda iz komunizma. Ne. Pravzaprav to, kar je Džilas v tej sloviti knjižici, no, manjša knjiga, ampak sjajno delana sociologija komunizma, totalitarnega komunizma, pač komunističnega totalitarizma. In iz tega se je pač razvil ta pač novi razred, ki je bil ob tranziciji, ob prelomu tudi v najboljšem položaju, kar je upravljal in da je v tem, bi rekel, trenutku, ko so luči ugasnjene, v trenutku recimo kaosa, bil na najboljšem položaju. Kot, ne vem, kot tisti, mislim, da so dirkači doma, tisti, kako se že reče, pole position. Tle so bili pač v prednosti in to prednost seveda ohranjajo naprej. In ta njihova prednost temelji ravno na tem način, na takem načinu poslovanja, ne? Na takih odnosih. Njim je pravo v napoto. Ne? Pri njih je to, zmenimo se, zrihtejmo, dajmo vštimati, ne? In zato tudi ni te iskrene želje po zahodni paradigmi vladavine prava taka, kot je onkraj železne zavese. Ne? Mi smo pač po svojem mindsetu, ta genizem, smo pač vzhodnjaki. Ne? Zato, ker to ni samo slovenska značilnost. To je madžarska, poljska, ruska izredno, če berete ruski avtor, to Svetlano Aleksijevič, je to pravzaprav nekaj, kar je upisano že v ta vzhodnoevropski miselni kod. Ne? To je že del DNK-ja. Kdaj se bo to izčistilo? Ne vem. Tisti seveda, ki imajo, ki obvladujejo podsisteme, skrbijo za to, da so učbeniki taki, kot si prej povedal. Ne? Skrbijo za to, da so tudi na položajih takšni, ki bodo stvari tudi tako peljali. Ne? Skrbijo za to, da institucije slabo delujejo. Postavljajo, poglejte, koga postavljajo na tiste organe, ki so
imunski sistem družbe. Recimo, koga postavijo za predsednika Vrhovnega sodišča, koga postavijo za protikorupcijsko komisijo. Ne? Ali bodo postavili nekoga, ki zna zelo dobro se zmeniti, zrihtati in tako naprej, in ki točno ve, kako se stvari pelejo, ali bodo pa postavili, pa se opravičujem, to povsem metafori, no, recimo enega Tepčka, nikakor ne želim nič slabega, žaljivega v kom reči, ampak samo pretiravam s to metaforo, da se lažje razume. Ne. Se pravi, da se mimo njega lahko dogaja karkoli. Enako je z Vrhovnim sodiščem. Ne. Se tam postavi nekoga, ki bo stvari zrihtal, spelo, da bo nekdo, recimo, nedolžen obsojen, ne. Ali pa nekdo, ki je totalni tepec. Ne. In bo pač omogočil za to, da bodo drugi v njegovih hrbtu to delali. Jaz ne govorim, da je slovensko Vrhovno sodišče tako. Ne govorim, da je slovenska protikorupcijska komisija taka. Ne govorim, da je slovenska agencija za trg vrednostnih papirjev taka, pa Banka Slovenije taka, pa SDH taka. Nikakor ne. Če pa bi to rekel, se sabo ne strinjam in se obsojam, če bi to rekel. Nikakor ne. Jaz govorim samo, da se v postsocialističnih družbah to dogaja, se lahko dogaja, v Sloveniji pa nikakor ne. Slovenija je tu v redu. Tako da me ne bi kdo narobe razumel. Mi imamo institucije poštimane, so dobre, v redu. Govorim samo pač tako, sociološko v posttranzicijskih državah, razen Slovenije. Hvala lepa za tole izvajanje. Morda predam besedo naprej, res tale izraz zrihtati. Jaz tudi imam eno tako anekdoto s tem izrazom. Mislim, da par kolegov tujih diplomatov, ki so pri nas bili nekaj časa in recimo nedavno, lansko leto se en kolega, sicer z ameriške ambasade, se je vračal po 3 letih in ko so tako šla še na neko poslovilno pivo, da tako rečem, mi je tako tudi povedal, ne, rekel, sej Slovenija je super, marsikaj v redu, ampak nekako kaj mu je vtis ostal nekako v spominu, ne, kot ta beseda zrihtati, a ne, res, ne. Torej tudi tujci to opazijo, ne? Torej, kako pravzaprav to prevesti v angleščino, kaj pravzaprav bi to ne bilo, ker oni, takoj ko si že čez neki rob, je to že neko takšno dejanje, ki je že stvar nekega procesa. Ne? Pri nas je pa to tako, kot ste lepo opisali, nešto između, ki je načeloma ok, ne? Oziroma bi rekel, če si učinkovit ob tem, ne? Je to pravzaprav še nagrajeno. Ne? Tako da, zanimive istočnice, izvolite še vaših par besed. Čisto kratko, ker mislim, da je čas, da tudi auditorij dobi besedo. Mislim, da je profesor Petrič govoril o enih spominjih, ki jih je zapisal Anton Korošec, če se ne motim, ko je nastopil z veliki slovenski politik, ko je pač nastopil svojo službo, tokrat v svojstvu kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in je dobil iz Beograda nekakšno da se nekaj zrihta, no, v tem smislu. Telegram. Nek telegram se nekaj in je rekel, da je bil zadnjega tak kulturni šok, kako se imamo nekaj, seveda, to je bilo pač nek tak, kaj se izguba neke nedolžnosti v slovenske politike, ki je začela igrati po nekih pravilih, ki vendarle v strogosti, pa lahko povemo, ne, veliko slabih stvari niso bila razširjena. Sam ena stvar bi pripomnil, ta anketa glede omiljene zastave. Jaz se vendarle ne bi tako pesimističen. Veste, jaz spremljam pogosto komentarje pod novicami na portalu MMC, ne vem, če toplo priporočam, da to naredite. In jaz mislim, da se tam vendarle izoblikuje nek zelo jasen, nereprezentativni vzorc nekih ljudi, ki ne vem, kaj jih združuje, mogoče neka zagrnjenost, nek resentiment, neko iskanje
nekega paralelnega sveta, ki se mu vsakodnevni srečevanje za Slovenijo, demokracijo EU ne da nekega dušnega miru in tam dobite neke izjave, ki so čisto ekscentrične, ampak mislim, imajo pa zelo jasno jedro proti Zahodu, proti EU, proti za Jugoslavijo, za Venezuelo, skratka, tako otroško enostavno črno-belo slikanje in te izjave se pogosto začnejo živel moj voditelj Vladimir Putin in tako naprej. Skratka, gre za neko skupino ljudi, ki živijo v nekem paralelnem svetu in mislim, da tudi ta zastava ni reprezentativna. Bolj ko raste rezultat, bolj sem pripričan, da gre za neko pribežališče specifične skupine ljudi, ki jim internet nada neko teko, ki jo pred izumom interneta so iskali kje druge. Ok, hvala lepa. Srčno upam, da je tako. Si sam tudi želim, da je ta rezultat posledica tega. Čeprav, če smem preden odprem, imamo še torej 15 minut za vprašanje in odgovore. Jaz na trenutke rahlo postajam pesimist, bi rekel, imel sem priliko, mislim, da 3 tedne nazaj sem imel eno gostujoče predavanje v Celju po diplomskim študentom, kjer smo nekako, ker je bilo tik pred volitvami v Ukrajini, se veste, zdaj smo tudi Slovenija, marsikje v medijih svetovnih, ker nas povezujejo z Ukrajino po nekem sistemu, ne, ki je podoben. In recimo sem bil presrečen tako, ne, recimo, mislim, da je nekje, bilo je cirka 70 študentov, ki je bilo mnenja nekje polovica, recimo jih je, dejanska polovica jih je bilo, pa rečemo tako, ne, 30 jih je bilo stališča in so tudi zelo z mano, bi rekel, razpravljali o tem, da je seveda Ukrajina na Krimu napadla Rusijo. In da gre za agresijo Ukrajine zoper ruski teritorij, recimo. Ne? Tem, ko je 20 jih je bilo popolnoma, bi rekel, njima sploh ne vejo, da se kaj takega dogajali, ker govorimo o podiplomskih študentih, recimo. Ne? Tako da, žal, trenutke sem včasih ralo pesimist, ampak upam, da je tako. Ampak ja, da ne bomo, jaz je malo preveč časa, izvolite, publika, beseda je vaša, če imate kako vprašanje, komentar, naši sogovorniki so pripravljeni, da vam se odzovejo. Ja, izvolite, dama, gospa, izvolite. Hvala. Jaz bi kar za imela vprašanje. V začetku ste omenili pravice, v Sloveniji imamo napisane, zapisane, v praksi se izvaja malo drugače, oziroma je slika malo drugačna. Kje menite, da je največja vrzel, ki smo najbolj šibki, kaj bi mogli najprej odpraviti po vašem presoji, po vašem mnenju? Ok, mogoče zberemo pa potem to. Ja, hvala lepa. Jaz bi sam toliko izpostavil, najprej bi čestitev za odlično knjigo, potem bi pa se zahvalil za citiranje odločbe UP 1094/18 in najnovejše, ki v tem smislu ponotranja obče demokratični Gesinnung za slovensko sodstvo. Potem imel bi pa vprašanje za vrhovnega sodnika Jana Zobca in sicer, kdo je po njegovem legitimiran, da kritizira sodno oblast in ali in kje je podlaga za kritiziranje sodne oblasti se strani insiderjev samih sodnikov. To bi bilo. Hvala. Še morda kakšno, za en komentar še prostora, če bo vprašanje. Mogoče vprašanje je bilo govora o človekovem dostojanstvu, svetovno-nazorskosti, potem o moralni usmerjenosti zgodovine, pa o polpretekli zgodovini, pa o pokopih, pobojih, nerešenih. Vprašanje se mi je porodilo, če bi to človekovo dostojanstvo, človekove pravice nekako ponotranili, ali bi bila ta novejša zgodovina Slovenije v času samostojnosti mogoče drugačna, ker sem, ne vem, imam občutek, da bi mogoče najprej mogli ta korak narediti, pa bi verjetno tudi zgodovina, ki se bo pisala, bodoče bila drugačna. Prav, hvala lepa, imamo 3, ko je ena taka konkretna izhodišča, zdaj bilo je kar direktno naslovljeno na avtorja, pa mogoče vsak od vas, pa potem še sklepna beseda.
Ja, v slovenski družbi je veliko težav pri uresničevanju teh retoričnih zavez spoštovanja človekovih pravic. Ne. Tako izvršilni veje oblasti, kot tudi sodni veje oblasti. Ne. Sam je več pričakoval izvršilne veje oblasti, da bi se posvetila temu vprašanju polpretekle zgodovine, da bi se, namenila sredstva, da se skopljajo, vsi ti posmrtni ostanki blizu 100 000 ljudi, ki še vedno ležijo pod slovenskimi gozdovi, njivami in tako naprej. Pa da se postajajo taki muzejski parki, kot jih poznamo v Nemčiji, na Japonskem in tako naprej. Mislim, da to je naša moralna dolžnost, vendar izvršilna veja oblasti vedno pravi, da ni proračunskih sredstev za kaj takega. Drugače pa zagotovo ne, tisto je pa, kar ključno je, da se izboljša sodno varstvo človekovih pravic v slovenski družbi. Ne. To je tisto ključno, ker vedno, ko pride do kršitev človekovih pravic, najboljša možnost, ki jo imajo posamezniki, je, da grejo pred redno sodstvo, pa kakšne izvensodne organe, kot je varuh človekovih pravic. In težava se pojavi, če ti organi ne delujejo pošteno, neodvisno, pa nepristransko, če polemizirajo z mednarodnimi sodišči za varstvo človekovih pravic. To je težava. In seveda, kako to spremeniti, da bo slovensko redno sodstvo spoštovalo sodbe Evropskega sodišča, ne samo zoper Slovenijo, temveč sodno prakso Evropskega sodišča zoper druge države. To mislim, da je tisti izziv, ki ga ima državna oblast pred vrati in ki je tisti primar. Ne. Ker samo tako bomo potem lahko vsi skupaj zaupali slovenski državi, da nam lahko zagotovi domače varstvo v primeru kršitev človekovih pravic, da ne bomo vedno govorili, oziroma to, ko vedno slišimo od bodisi voznika taksija ali pa neke političarke v državnem zboru, da če bo šlo kaj narobe, bomo šli pa v Strasbourg. Mislim, da je to napačno. Ne? Težave moramo rešiti v slovenskem sistemu in edina možnost, da to rešimo, je, da izboljšamo naše znanje in da končno poskušamo izkoreniniti ta dejanska pa nevidezni konflikt interesov, ko sodišča odločajo v nekem konkretnem primeru. Govorimo o takih zadevah, ali lahko neka oseba sodeluje kot izvedenec v nekem kazenskem postopku, ki je neposredno povezana z nacionalnim preiskovalnim uradom pa državnim tožilstvom. To je, mislim, da to ni potrebno, da smo izobraženi ljudje, to vsak človek za zdravo kmečko pamet ve, da je to nekaj, kar se ne sme dogajati, pa da se nek vrhovni sodnik razporedi v sodni senat, v katerem se odloča o kazenski odgovornosti neke osebe, ki jo je sam na nekih sodniških dnevih predtem neposredno napadal. To so take ključne zadeve. In zato je potrebno to izboljšati, da naša sodna veja oblasti končno začne uporabljati poglavje slovenske ustave o varstvu človekovih pravic pa Evropsko konvencijo in da ne nehajo izgubljati časa svojega po vseh nas s temi raznimi floskovami o napadi politike na sodno vejo oblasti. Glavna težava v slovenski sodni veji oblasti je politika znotraj sodstva. Ne. In ko bomo enkrat skoordinirali to politiko znotraj sodstva, bomo tudi lahko rekli, da lahko nek običajen človek v Sloveniji, če se mu zgodi kakšna neprijetnost ali pa domnevna kršitev človekovih pravic, da bo lahko računal, da bo nek neodvisen pa nepristransken sodni organ pošteno odločil o tem, ali ima on prav ali nima prav, ali je država kršila človekove pravice ali pa ni kršila. Hvala. Se bom kar lahko navezal na to, ko bom odgovoril na dobro vprašanje. Slovenski kontekst je specifičen. Zato splošna stališča o nedotakljivosti sodstva, ki so večkrat poudarjena v, kar se tiče kritike sodstva, poudarjena v raznih dokumentih mednarodnih organizacij, Svetovnega združenja
sodnikov in podobno, niso povsem uporabljiva oziroma ne morejo delovati v slovenskem prostoru, pa tudi ne v kakem drugem vzhodnoevropskem prostoru, tako kot v trjenih demokracijah. Zakaj ne? Zato, ker se v Sloveniji, tako kot še tudi drugod, dogaja ravno to, kar je Jernej povedal, problem je politika znotraj sodstva. Ne politika, ki bi od zunaj pritiskala na sodstvo, izvajala pritiske od zunaj. Ti pritiski, tudi če so, ker prihajajo od zunaj, so ponavadi lahko opazni in sodniki se jih praviloma brez večjih težav otresejo. Ampak tisto, kar je pa krucialen problem slovenskega sodstva, so pa ti pritiski znotraj. Politika znotraj sodstva. Vse to, o čemer je veliko literature že napisano o vzhodnoevropskem sodstvu, ne, je značilno tudi za Slovenijo. In zato mislim, da je kritika sodstva potrebna tudi se strani sodnikov, insiderjev. Ti so prvi, ali pa smo prvi poklicani, da se temu upremo, da dvignemo glas zoper to, da na to upozorimo, da pridemo v javnost z dejstvi in svojimi stališči, utemeljenimi na teh dejstvih, z argumenti. Ker sami smo tisti, ki čutimo pritiske znotraj sodstva. Težko bodo tudi akademiki v tem pisali, če kaj izvedo seveda od nas. Ampak mi smo tisti, ki imamo s tem neposredne izkušnje in smo zato prvi poklicani, da se temu premo, da na to opozorimo. To je eno. Se pravi, svoboda izražanja sodnikov v kontekstih vzhodne Evrope mora biti širša, kot je razumljena v utrjenih demokracijah, kjer teh problemov toliko ni ali pa sploh ni. In drugič, pomembna je javnost delovanja sodstva. Slovensko sodstvo je zelo nagnjeno k tajnosti. Nerado razpisuje pravnave, žal tudi ustavno sodišče je tu preskromno. Občne seje potekajo za zaprtimi vrati. Če kdo predlaga vabilo akreditiranim novinarjem, doživi zgražanje in napade, to se je meni osebno že dogajalo, kar nekajkrat, ko sem poskusil doseči javnost občne seje. Sodno sodišča so pač javna oblast. Sodniki so ljudje, ki izvajajo to oblast in ki niso podvrženi periodičnim volitvam, imajo trajno oblast. Njihov argument je pač prepričljivost argumenta in zaupanje. To zaupanje pa možno samo, če je delovanje javno, pregledno. Pa sem bil zavrnjen. Ko sta želela spoštovana profesorja Jernej pa Toplak prisostvovati mojemu zaslišanju na sodnem svetu, sta bila zavrnjena. Ni bilo zaslišanje pravi. Ja. Pogovor. In tako dalje. Ko je bilo včeraj, se je zgodilo srečanje Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča. Celotnega plenuma Ustavnega sodišča in izbrancev Vrhovnega sodišča, med katerimi sem bil tudi jaz, ampak zato, ker je bil kolega vodja civilnega oddelka na bolniškem. Sestanek, ki bi moral seveda dvigati obrvi javnosti. Kaj se pa ti dve najvišji sodni inštanci
pogovarjata, o čem pa, a usklajujeta politiko razveljavitev, a se morda dogovarjata o tem, kako bodo, kakšno politiko odločanja o človekovih pravicah. A je preveč razveljavitev, je treba to zmanjšati, a je morda Vrhovno sodišče nezadovoljno z nekimi odločitvami, pa bo žugalo Ustavnemu sodišču, ali kaj se bodo tam pogovarjali. Vse to tiho, tajno, za skrbno varovanimi v tej palači, brez novinarjev, brez javnosti. Tako ne gre. Ne? Dialog med sodišči mora biti seveda javen, institucionalni, prek odločb. Če pa so že taka srečanja, morajo biti odprta za javnost. In zato jaz mislim, da seveda sodniki moramo tem govoriti, pisati, smo prvi poklicani, da kritiziramo razmere v sodstvu, opozarjamo na nepravilnosti in da se nas pusti pri tem primeru. Hvala lepa. Dovolite še. Ne vem, s čim bi potegnil črto. Razmišljam, kako bi strnil glavni problem, kar se tiče upanja na večjo stopnjo spoštovanja človekovih pravic. In zdaj sem razmišljal, mislim, da je glavni problem pač v samem principu demokracije, namreč, da oblast zagovarja, ravna, razmišlja na način, ki je privlačen. Se pravi, če ne bo tvegal manjših političnih točk, zato da bo iz prestižnih razlogov zagovarjal nekaj, kaj je prav, če želijo slišati ljudje nekaj drugega. Dejstvo je, da smo pač moja generacija, prvi sebi sigurno lahko rečem, vratno sigurno tudi za kasnejše generacije, živeli po drugi svetovni vojni do leta 1991 neko popolnoma drugo formo mentis in se idejo političnega podestovanja sveta smo razumeli kot iskanje, namenom pravim ta grd izraz, končne rešitve, prehitler izraz. Se pravi, ideja, da nekega dne bo zelo premagano. Socializem je pot v komunizem, se pravi, vsi delamo zato, da v neki točki naprej bodo stvari, kot bi zložil, recimo, Lego kocke, tako da ne bo nobena odveč, da bo vse pripoznalo. Se pravi, je bilo iskanje neke vrste raja na zemlji in to je bila ta predstava, ki je hranila se iz neke izjemne poenostavnosti. Dobri ljudi, slabi ljudje. Dober princip, slab princip. To je nekaj čisto drugega, kot je demokratični princip, ki ga znajo, ki ga poznajo Velika Britanija, pač toliko stoletij več kot mi. In ta princip je pa, bi ga strnil eno samo stvar, ni končne rešitve. Ni od rešitve. Vse to, kar je, to bo. Vedno bo ena stran, ne bodo to pač laboristi ali kako jih minuta, v nekem navzkrižju interpretacije z drugo stranjo. En bo za Olimpijo, nekdo bo za Maribor. Vedno bo tako. Ne bo uničenja Olimpije ali uničenja Maribor. In ne bo potem zavladal neko srečno življenje. In oni znajo razumeti politiko kot nek sistem zavoljen ravnovesij, to je pač lokov izraz. Edino, kar lahko mi ta naš notranji konflikt, da rečem ta grd izraz, štela. Pazimo, da nam ne zraste čez glavo, da ne preide v neke konflikte. In tako kot je, bo. In zdaj se moramo naučiti živeti. In problem je pa, da smo mi še vedno dediči teh enostavnih predstav, kjer se dobro in zelo ločita kot olje in voda. Ena stranka zlo, druga stranka dobro. Zlo mora kot v pravljicah in tako naprej. In ljudje se bodo težko spremenili. Zato, ker je ta predstava zelo, zelo enostavna. Se pravi, locirati, ideal vsake medicine locirati, to je vir bolezni, to izrežemo pa konec. Tega ni. Ni možno odgovoriti na vprašanje, kaj je konkretni problem, kjera stranka je problem, kjera politika je problem, zato ker vse to tako strašno prepleteno. In te si vidim vlogo, ljudje so odgovorni, vsak je odgovoren zase, vsako volilno pravico. Ampak neki ljudje so odgovorni pa na drugi stopnji, so odgovorni za odgovornost drugih. To so pa vsezadnje vsi, kaj ste v sodstvu, tako naprej. In tudi, dragi
kolegi, kolegice, tudi vi. Vi študirate in vstopate v svet, kjer boste mogli po definiciji vedeti več kot drugi. In na nas je, da igramo ta tek na dolge proge, da poskušamo nekaj zagovarjati, kljub temu, da to ni popularno. Kljub temu, da je rumeni tisk bolj privlačen, da ostajamo na nečem in tako naprej. Skratka, da se zapotimo na neko, recimo, nesrečno, nepopularno življenje, kjer je boljše, ki je bolj popularen, kaj več, ampak včasih ostaja na tistem, kar veš, da je prav. Zakaj ne bi neki zihtali, zakaj bi komplicirali s proceduro? Zato, ker je tako prav. In v tem je včasih težko ustrajati. In če težko zameriš, recimo, nekomu preprostemu človeku, da ne plača davka in mu ploščice položi, ampak recimo, če nekdo na funkciji, pa to boste sigurno tudi mnogi izmed vas, morate vedeti, da imate v bistvu odgovornost druge stopnje. Ne samo za sebe, ampak odgovornost tudi za druge. Tako neke vrste tak starševski odnos do ostalih državljanov. Jaz mislim, da edini, ki lahko ti naredijo korak naprej, je tu kot vedno razsvetljenstvo, vedno prišlo z neko elito. Elito v dobrem pomenu, mi besede elite ne maramo. Ampak elita je nekdo, ki naredi nekaj, kar je nepopularno. Naredi nekaj, kar je težko in v bistvu si zagotovi s tem ne posebej mirno življenje. Veliko lažje bi bilo prikimavati in plut za to. Jaz mislim, da edini, ki lahko to spremeni na dolgi rok, je nekdo, ki bo to naredil v nekem kljubovanju tistemu, kar je popularno. Prav, hvala lepa. Mislim, da tudi za ključne besede dobra istočnica. Zagotovo tudi vi, ki ste se odločili študirati na naši fakulteti, ste se odločili, da boste zagrizli v knjige, zagrizli v neke vsebine, snovi. Ena izmed takih knjig je tukaj, ki jo boste gotovo še kaj poglodali, zagotovo tudi s kolego Jernejem, v okviru predavanj ali pa tudi potem še na izpitih in če še kje druge. Zdaj nekako prišli do konca. Če želi avtor še mogoče kako zaključno besedo, tako da drugače bi se pa absolutno obema sogovornika najlepše zahvalo. Jernej, res iskrene čestitke, ob izdaji knjige, pa tvoja beseda je zadnja. Izvoli. Mogoče samo to, v bistvu vprašanje, kako bomo živeli v prihodnosti v slovenski družbi, je tudi odvisno od tega, ali bodo spoštovane politične pa državljanske pravice. To, kar se mene zelo skrbi, zakaj da nima otroci, ki se rodijo na vzhodnem delu naše države, imajo manjše možnosti za samo uresničitev kot otroci, ki se denimo rodijo v te najbolj bogatejši občini v Sloveniji, Cerkljah na Gorenjskem. Ker vprašanje, če bodo politične pravice, državljanske pravice pošteno pa neodvisno zavarovane, bo potem tudi življenjski standard v naši državi višji in s tem tudi naša država lahko zagotavlja višjo raven socialnih pravic, višje socialne pomoči, višje otroške dodatke, višje plače in tako naprej. In to je seveda vse povezano v nek krog, ki se medsebojno pogojuje. In zato je, mislim, da je vsakemu interesu, tudi tistih, ki morda ne bolj všeč jugoslovanska zastava, da zagotovo si želijo bolje živeti, kot živimo v tem trenutku. In od tega je tudi odvisno, ali bo varstvo človekovih pravic v naši družbi boljše, kot trenutno je. Hvala lepa, Jernej. Kot rečeno, res lepa zahvala obema komentatorjama, da tako rečem, knjige. Bilo, mislim, da je zelo zanimivo omizje. Zahvala, čestitke še enkrat avtorju in seveda zahvala vsem vam, da ste se danes udeležili tega dogodka. Hvala lepa.